Kraji ob Kamniški Bistrici slovijo po neokrnjeni naravi, a lokacija, na kateri se nahaja naslednja hiša, je resnično nekaj posebnega. Medtem ko se za njo razrašča bujen gozd, se skozi zasteklitev odpirajo panoramski pogledi na spodnje ležeče kraje. Konstrukcija objekta je skeletna, izolativnost pa dodatno zagotavljajo lesena vlakna, medtem ko jo prezračevana lesena fasada kot dežni plašč ščiti pred vremenskimi vplivi. Družinska hiša pa ne navduši le zunanjostjo in razgledi, temveč tudi sodobno, a tudi topline in igrivosti polno notranjostjo. Dobrodošli v hiši za iznajdljivo družino, kot je projekt tele razgibane edinstvene hiše na čudoviti lokaciji naslovil kar sam arhitekt. Zakaj za iznajdljivo družino, boste izvedeli že v naslednjih minutah. Matej, pozdravljeni. Najprej tukaj le pade v oči, kako lepo je ta hiša zlita s tem terenom, ki pa je bil verjetno precej zahteven. Najprej mi povejte, kako ste prilagajali zasnovo hiše temu specifikam tega terena. Dejansko smo se z samim umeščanjem hiše na teren v tem projektu ukvarjali mogoče še nekoliko več kot sicer. Prve ideje so bile, da bi jo umestili jasno pri cesti, kar bi omogočili hitrejši dostop in bližje parkiranje, ampak bi nam to po drugi strani na severu naredilo to ravnino, kar pa nismo želeli. Želeli smo imeti hišo odprto proti jugu, proti Kamniku, proti dolini, tako da je na koncu prevladalo to, da hišo potisnemo po bregu čim bolj nazaj. Je pa jasno to imelo neke določene posledice in to je, da je sama garaža, ki pa mora biti ob cesti, logično sedaj odmaknjena od hiše in je sam dostop do hiše po potki, pešpoti, ki ni pokrita, kar je za slovenske razmere tako že kar drzno. Ja, sej, kako ste to rešili, da od avtomobila do vhodnih vrat mora človek biti izpostavljen in ni pod streho? Z nekaj prepričevanja. Jaz sem to verzijo vse skozi zagovarjal, medtem ko naročnik, drzen kot je imel v mestu že neke ideje, da bi iz vkopane garaže naredili celo tunel. No, na koncu je nekako prevladal moj izračun, da za denar tega tunela pa stopnišča, pa vsega, kar bi to za sabo potegnili, si lahko najameta služabnika, ki bo čakal z marelo vsak držen dan in jo pospremil gor ali dol. In so ugotovili, da niso iz cukra in da jih ne bo točno tako. potila, Naročnika sta oba blazno aktivna športnika. Jaka, prva stvar, ki sem zvedel o njem, ko smo začeli delati, je, da je plezalec po ledu, tako da tudi to je bil močen argument, da mislim, da se ne bo nihče stopil, če ga tudi parkrat na leto malo poprši. Zakaj pa je hiša dobila delovno ime V330? Vsakič, ko prvič pridem na neko lokacijo, dobi človek nek občutek, s čim se pravzaprav spopada, kaj obravnava, in iz tega običajno tudi izvira neko delovno ime, ki me potem spremlja skozi ves proces načrtovanja. V tem primeru, torej V330, je izhajal iz dejstva, da se iz same lokacije je takrat po moji oceni dejansko odpiral pogled, 330-stopinski pogled na to Kamniško dolino. In potem je seveda bilo po svoje pričakovano ali pa logično, da se z velikimi steklenimi površinami odpiramo razgledom naproti, ne? Tako je, seveda, pri celotnem procesu snovanja hiše smo se potem s temi razgledi ukvarjali precej. Najbolj enostavno je bilo te razglede odpreti iz bivalnih prostorov, ker so vsi obrnjeni točno tja. Potrudili smo pa se, da so odprti tudi iz otroških sob. Največ pa smo se ukvarjali prav s spalnico, ker v neposredni bližini stoji sosednja hiša in tam smo želeli, da ko je nekdo v džakuziju, lepo vidi Kamniške Alpe, po drugi strani pa da sosed, ki je v neposredni bližini, ne vidi njega, tako da smo kar precej računali te kote, kje se kaj vidi. Objekt je zasnovan tako, da je prehoden iz ene strani na drugo, na vsaki strani pa se z okolico povezuje prek terase. Prva se spogleduje s Kamnikom v dolini, druga, obrnjena proti severu, pa omogoča druženje tudi v slabšem vremenu ali sončni pripeki.
Po sami zasnovi se hiša kaj dosti ne razlikuje od klasične enodružinske hiše, center dogajanja je osrednji bivalni prostor, intimo omogočajo spalnica in otroška soba ter kopalnica. Zato pa je ritem prostora do potankosti prilagojen željam in potrebam prebivalcev. Shranjevalne površine so inovativno umeščene v niz garderobnih omar, ki pregrajujejo prostor, pa tudi v visoke kuhinjske elemente, oblikovane iz leseno-vlaknatih plošč, ki segajo vse do stropa, in celo v obod sedežne garniture. In dobrodošli v kuhinji. Kaj je namen tegale okna? Namen te odprtine je dvojni. Prvič, da sama ta vstopna veža ni pretemna, ker dejansko ima samo neko severno okno. Drugič pa, da ko prideš, se ti istočasno odpre pogled takoj v smer proti dolini. Ob tem, da lahko seveda, ko priješ iz trgovine, tukaj odložiš tudi takoj vse vrečke, ne da bi jih moral nositi skozi jedilnico. In tukaj jih naslednja faza že prevzame in sortira. Pametno. No, to pa je spalnica. Lepo. S kopalnico. S kopalnico, ki to ni, ker je dejansko zreducirana samo na tuš in pa školjko z umivalnikom, kad pa je dislocirana v špico spalnice. Ampak tale tuš, Matej, to je pa poseben element, se mi zdi, kar iz stropa. Da, to smo si zamislili že v neki zgodnji fazi projekta in dejansko se nam je ta detajl vlekel potem do same izvedbe, kjer pa ga je moral na koncu v veliki meri izvesti tudi kar naročnik sam, ker takih kosov v trgovini ne dobiš. Matej, ta hiša poleg topline izžareva tudi veliko igrivosti. Je bila tudi to ideja? Pravzaprav je to ideja pri vsakem projektu, ker mislim, da to naredi življenje v hišah, se pravi doma, bolj zanimivo, bolj pestro, bogatejše. In jasno, tudi tukaj smo imeli teh možnosti veliko, ne. Ta mreža seveda je pohodna in tukaj otroci se igrajo, ne? Ta mreža ni zdaj nekaj, kar smo aplicirali prvič in že iz prejšnjih hiš imamo veliko dobrih izkušenj in fotografij, ki mi jih pošljajo naročniki, ko otroci ležijo na njih pa se igrajo. In kaj je potem tale črn prostor? To pa je otroška kopalnica, ki istočasno služi tudi kot dnevni WC, ker pa se nahaja sredi bivalnega prostora, tako rekoč smo ga želeli čim bolj skriti in smo zato tudi za to izbrali črn MDF, tako kot za kuhinjske omare. No, to pa je otroška soba, ta trenutek samo ena, ima pa vse pripravljeno, da se pregradi na dve, če oziroma ko bo potreba. Zasnovana je tako, da je v bistvu dupleks, kar pomeni, da se dajo postelje postaviti tudi gor in se potem zbremeni površina otroške sobe za igro. Iz zgornje etaže pa je tudi prehod na galerijo skozi taka manjša vratca, kar je mogoče še en tak igriv detajl za otroke. Še en dokaz več, da je ta prekrasen družinski dom resnično pisan na kožo tistim, ki tu bivajo. Zavidanja vreden rezultat pa je tudi plod zglednega sodelovanja med arhitektom in naročnikoma, ki sta večinoma tudi sama uresničila vse zamišljene ideje. Tudi tiste najbolj nenavadne, kot je v obliko loka oblikovan nadstrešek za avtomobile. Kot pravijo, veliki umi razmišljajo podobno. V tem primeru pa jih druži še velika ljubezen do naravnih, okolju in človeku prijaznih materialov. Med njimi prednjači les. Konstrukcija je namreč izdelana iz smrekovega lesa, smrekove obloge pa tudi v interjerju dopolnjujejo naravne ilovnate omete. Glede materiala tukaj verjetno ni bilo potrebno dolgo brskati za pravim odgovorom na vprašanje, iz česa graditi. Ne, Jaka in Anja sta bila praktično že odločena, kako graditi, že ko sta me našla, tako da tukaj kakšno prepričevanje ni bilo potrebno. Hiša je zgrajena v lesenem skeletu, nekatere stene so puščene v lesu, streha je v lesu, medtem ko nekatere stene pa so umetane z ilovnatimi ometi. Tako da je dejansko
velik poudarek na teh naravnih, zdravih materialih. In katere vrste lesa so tukaj uporabljene, mislim, tako notri kot zunaj? Primarno je uporabljena smreka, seveda kot konstrukcijski les in tudi kot opaži. Vsi vidni deli smreke so rahlo belo oljeni, zato da ne bi preveč ta smreka porumenela. Medtem ko so potem bolj za fine deli, pa v drugih lesovih. Okna so macesnova, tla so hrastova, zunanje terase pa so zopet macesnove. Obstojnost bo pa enaka na severni pa na južni strani, ali bo treba na severni tej strani, ki je manj osončena, prej potrebno razmišljati o kakšni menjavi? Ne, obstojnost bo enaka, je pa tudi res, da ta termično modificirana smreka, to gre v resnici za mrtev les, kar pomeni, da manj deluje, manj se krivi, ne gnije, ne napadajo ga škodljivci, tako da ima tudi kup drugih prednosti pred recimo macesnom ali pa kakšno drugo tako fasado. Kaj vam je ostalo najbolj v spominu? Pri celem projektu mi je ostalo najbolj v spominu to, da sta naročnika dejansko realizirala vse do pike tako, kot smo si zamislili. A ponovadi ni tako, ali kaj? Mnogokrat nekakšne ideje, še sploh, če gre za nekoliko bolj nekonvencionalne ideje, ostanejo nerealizirane. Tukaj pa sta se res potrudila ne samo z financiranjem, ampak tudi z lastnim delom res realizirati vse od tega, kar je bilo zamišljeno. Hiša brez fige v žepu. Ja, in zato sem jim res neskončno hvaležen. Kot arhitekt si lahko takih naročnikov človek samo želi.